Nekaj novega na domači glasbeni sceni, Filip Koza pa z mano zdravo. Živijo. Si novinec? Ja, v bistvu sem zdaj počas začenjam izdajati svoje pesmi, sem pa nekako začel pisati že tako 2017. Tako da že 6 let gruntam te stvari, ampak ja, zdaj sem pa začel počasi izdajati. Tako da bi rekel, da sem novinec, ja. Torej se je nekaj pesmi v tem času že nabralo? V bistvu se jih je kar nekaj, to je vedno tako proces, da itak se moraš naučiti sploh, kako napisati pesem, kakšna je struktura, pa tudi jaz delam tudi produkcijo si, tako da ful se moraš naučiti, prej lahko sploh daš ven stvari. Vseh je pa nabrali. Why Would You je bila tista prva, s katero si se tako bolj resno predstavil? Ja, v bistvu sem hotel sam iti iz cono obdobja, sem se počutil malo, da stagniram in da moram nekako začeti objavljati stvari. Tako da ta je bila prva, ki sem rekel, da je dam ven in mi je zdaj pa cilj od nje naprej, da vedno nekako izboljšam stvari in da vsaka pesem naslednja je boljša kot prejšnja. No. In v katero zvrst najraje greš? Ja, v bistvu mene najbolj zanima pop, nekako svoje pesmi pa tako nekako zaenkrat. Obvisujem, ker nekako žalosten pop, ker se mi zdi, da je pri meni dosti tematika, nekako nostalgija, žalostna tema, da je prisotna. Ja. Nova, ki je pa sedaj prišla v radijski eter, pa je naslovljena Mistake on my end. Je to življenjska zgodba? V bistvu je te občutki znotraj pesme so. Iz mojega življenja sem v bistvu malo drugač celo zgodbo zapakiral, kaj se je pri meni zgodil. Ampak ja, te občutki nekako, da se počutiš v nekem odnosu ujetega, pa da ne moreš biti čisto avtentičen, da se počutiš, da se moraš filtrirati pred neko osebo in da pol probaš nek odnos ohraniti kljub temu, da ga mogoče ne bi smel. Ja, nekako to je vse iz mojega življenja. Prvi dve skladbi imata angleško besedilo, razmišljaš tudi kaj o slovenskem? Sam nekaj tudi razmišljal, ampak zaenkrat bi se po moje držal angleščine, ker se mi zdi, zato, ker sem odraščal angleško glasbo, ki sem jo poslušal, in me to malo bolj pri srcu, pa tudi malo bolj pri slovenski glasbi se mi zdi, ker začnem pisati, oziroma če probam, se počutim veliko bolj ranljivega, ker ni nekak jezik mi malo predstavlja tudi pa ščita, da lahko se malo bolj izražamo v angleščini. Filip, dve skladbi sta tu, kako razmišljaš naprej? V bistvu že delam naslednjo pesem, v bistvu hočem zdaj počasi se premikati iz tega nekak žalostnih tematik, raziskovati še druge koncepte, nekako konstantno se hočem napredovati in raziskovati nekako druge načine, kako lahko napišem pesem in jo spravim skupaj. Tako da ja, naslednja pesem se že dela in bo nekako malo drug koncept raziskovala in tudi nekaj bo produkcijsko narejena. Bova pa sedaj tvojo ta aktualno spustila tudi našim poslušalcem. Zato, Filip, boš na koncu naredil napako? Ne vem, to bomo še videli. Na koncu sem ja. It's funny looking back how you were all I had, and now I don't care at all. I try to make it work, I try to change myself just to learn it's best to split the road. Cause don't you know we're better on our own. I've been trying so hard, it all don't come to this. I've been trying too hard just to lose myself. Such a mistake on my end, yeah. Just a mistake on my end. From your body on my bed to waking up alone, I guess that's just how it goes. You've been calling up my phone, but I didn't wanna answer. That's just part of moving on. Cause don't you know we're better on our own. I've been trying so hard, it all don't come to this. I've been trying too hard just to lose myself. Such a mistake.
this. I've been trying too hard just to lose myself. Such a mistake on my end. Yeah, such a mistake, such a mistake, such a mistake on my end. Such a mistake, such a mistake, such a mistake on my end. Just a mistake on my end.